Jaz vedno rada povem, da sem prišla na Mirovni inštitut preko oglasa za razpisa za delovno mesto v časopisu, ne. Ker kolikokrat pa v Sloveniji najdemo v časopisu oglas za delovno mesto za raziskovalca. Oni so iskali raziskovalko na področju migracij, jaz pa seveda nisem imela pojma o migracijah. Tako da kljub temu me je takratna direktorica, to je bila Vlasta Jalušič, povabila na razgovor in mi je pač lepo odprto rekla: "Glej, mi iščemo nekoga za migracije, tako da zaposliti te ne moremo, ne, ampak lahko ti pa damo kakšno delo, to pa ni problem, ne." Takrat je Mirovni inštitut začel izdajati poročila o spremljanju nestrpnosti in meni so poslali zapiske parlamentarnih razprav o reproduktivnih pravicah, ki so bile takrat glih na tapeti, in sicer o pravici do oploditve za samske ženske. Skratka, in so rekli: "Evo, to zdaj zanaliziraj in napiši poročilo za naše poročilo o spremljanju nestrpnosti." To sem jaz seveda takrat vzela tudi malo kot test, ne, a zdaj ona je ali ni ta prava za nas, ne. In izgleda, da sem bila ta prava, ker smo potem še kar naprej delali. Mirovni inštitut letos praznuje 30-letnico, jaz pa praznujem 20-letnico tega, kar sem na Mirovnem inštitutu.